Večer s knjižnico. Dober večer, lepo pozdravljeni v še enem od večerov s knjižnico Ivana Tavčarja, Škofja Loka. Danes je 23. april, Svetovni dan knjige. Z nami je direktor knjižnice Ivana Tavčarja, Škofja Loka, magister Matjaž Eržen. Matjaž, lepo pozdravljen. Pozdravljena, Tanja. Nocoj bova spregovorila, seveda, ker je Svetovni dan knjige, o knjigi, o knjižničarstvu, o knjižnicah in teh temah, sorodnih s knjigo. Pa kar začniva, mene zanima za začetek, kaj ti pomeni knjiga. Kaj mi pomeni knjiga? Ja, ko sem se pripravljal na tale intervju, moram reči, da si me kar malo postavila pred eno tako čudno nalogo. No, tudi o tem sem bral in ravno, ko sem prebiral ene strokovne članke, sem ugotovil, da dejansko knjiga je tisto okno, ki naj bi otroka popeljala v svet, neverjetni svet domišljije, fantazije, pravzaprav nemogočega. In meni, mislim, da je ta razlaga mi je bila do zdaj in mi je še vedno najbližja. Kako se pa ti spominjaš svojih bralnih začetkov? Kako ti je steklo branje? Kako si se spoznaval s knjigo kot otrok? Ja, moram reči, doma smo imeli kar precej knjig vedno, še tiste Mohorjevke, pa Prešernove koledarje smo imeli še naročene. Čeprav potem sam sem začel bolj brati tam v svojem prvem razredu, niti ne toliko. Še spomnim se, doma so govorili, ja, ta pa ne mara brati, ta pa ne bo bral, ampak tam v 3. razredu osnovne šole se je pa meni neverjetno odprlo in potem sem postal en tak redni bralec in moram reči tudi zdaj. In prav spomnim se tistih svojih zgodnjih najstniških let, tam 12, 13, 14, ko so me kakšne knjige toliko potegnile in ko sem odložil, sem se kar zbudil kot iz enega drugega sveta. In to se mi je še pozneje velikokrat dogajalo, sploh pri kakšnem leposlovju, kot je dejansko posrkalo vase. Mislim, da to ni samo moj doživljaj, ker sem potem tudi v strokovni literaturi prebiral, da to je dejansko tisto globoko branje, ki človeka nekako res posrka in mu da največ, kar mu branje lahko da. In ga prestavi v nek drug svet, ne? Ja, to je tudi končni namen. A se mogoče spomniš kakšnega naslova, ali slikance, ali pa mladinske literature, ki ti ostaja v spominu kot neko dragoceno branje iz tistih časov? Ja, seveda je bil Pod svobodnim soncem, pa Ivanhoe, pa Tarzan, strašne take zadeve, špantovske, potem Karl May malo manj, ker ne vem, takrat ga ravno nisem ujel in potem so očitno ta leta šla skozi. Skratka, to mi je zdajle prvi naslovi, ko so mi prišli. Saj jih je kar nekaj. Ja, to je veliko. Kaj pa danes najraje bereš? Katero knjigo, ki si jo prebral recimo v zadnjem letu, bi nam posebej priporočil? Se spomniš kakšnega naslova? Ja, jaz večkrat pišem tudi na portal dobreknjige.si. Tam priporočam tudi kakšne take knjige, ki so se meni nekje najbolj zdele, tudi vredne branja. Res pa je, da včasih kakšno knjigo, ko jo preberem, pa rečem, pa si mislim, no, to je bilo pa dobro narediti reklamo za to knjigo, pa je tam že vnešena. Skratka, tam so tudi nekaj takih naslovov, ki so mi v zadnjem času najbolj padle v oči oziroma tudi nekako obležale. Naj omenim zdaj recimo samo Zadnjega lainščka, mislim, da je naslov Kurji pastir. Potem prav zdajle berem v teh dneh Hanifa Kurejšija. Skratka, zelo pestro. Res pa, da je prijetno brati, zelo rad berem kakšne detektivke, kriminalke, pa seveda, ker sem tudi zgodovinar po duši, kakšne zgodovinske romane, ni mi pa neprijetno tudi vzeti kakšno strokovno delo z področja zgodovine, ker nekako še zmeraj mi je to nekaj za mojo dušo. Kaj teh dveh najbolj slavnih ceglov, ta hip iz področja zgodovine, Možinovo in Pirevčevo, si se že lotil? Ne, še čakata.
Pa boš, te zanima ta sta preobsežni že na pogled? Ne, verjetno se jih ne bom lotil na tak način, sploh teh obsežnih zgodovinskih del se običajno ne lotevam tako od prve do zadnje strani, ampak preberem pokazalo in potem tiste zadeve, poskušam iz njih izluščiti pokazalo za posamezna poglavja, posamezne vsebine, ki so mi bližje, ampak sploh pri stroki je zadeva taka, nekako prebiraš tisto, kar že nekaj veš in potem tisto nadgrajuješ. Če bi šel pa od začetka do konca, pa mislim, da bi težko dajal oceno ali kakorkoli, ker vseh ozadij, vsega res ne poznaš in zdaj nekaj o nečem soditi, kar ti knjiga predstavlja, pa ne poznaš vsega, je pa to že časovno kar precej tratno. Ja, seveda, tak knjiga zahteva. To so pa res, da pa to taki obsežni deli, in tukaj je treba kar malo previdno pristopiti s časom. No, k sreči knjiga ima dolgo bralno vrsto, še vedno čakajo bralci seveda v naših knjižnicah, da pridajo na vrsto za branje te knjige, tako da čisto tako mimogrede sem vprašala, če sploh lahko prideš do nje, če bi te zanimala že v tem hipu. Drugače pa, kakšen bralec si? Če ti smem postaviti, recimo, da imava lestvico od 1 do 5 in da bi 1 pomenilo skoraj ne berem in 5 sem knjižni mol. Kje se najdeš na tej lestvici? Če smem, Tanja, obstaja, lepo, 1 ali pa potem knjižni mol. Zdaj obstaja še ena druga lestvica, namreč to sem mislil, da bo kasneje še nekaj spregovorila o tem, obstaja ta raziskava Knjiga in bralci. To je Knjiga in bralci 6, išla je v letu 19, oziroma v letu 20, raziskava za leto 19 in tukaj noter so potem redni bralci pa 4 stopnje. Skratka, v tej knjigi, v tej raziskavi bi bil na vrhu, to se pravi med redne bralce spadam, to so bralci, ki redno berijo pomeni vsaj enkrat tedensko, se to ni tako hudo, ne? Ja, to je malo, Vsaj enkrat tedensko, pa da recimo na leto preberijo tam več kot 10 in več knjiga, kar pomeni vsaj 1 knjigo tam nekje na mesec. Tam kar precej presegam to, nisem pa tisti knjižni mol, ki bi stalno sedel za knjigo in bral. Mi je pa res prijetno vsak večer potem, ko ležem v posteljo, da vsaj nekaj strani preberem, če me pa zagrab, pa tudi po pol knjige. Pa celo noč. Tista leta, ko je človek bral, pa ni gledal na uro, so pa menila, jaz upam, da kmalu tudi spet pridejo. Ja, upajmo, če bo le zdravje in predvsem moči služile. Tega se jaz pravzaprav najbolj bojim, ko slišim od starejših bralcev, da jim moči več ne služijo in to je res po moje res težko, če imaš rad knjige, da potem se moraš s temi ovirami srečevati in omejevati branje, ko vendarle recimo, da imaš nekaj več časa, kot si ga imel v bolj aktivnih letih življenja. Tako, zdaj me pa zanima, če je bila knjiga tudi odločilna za izbiro tvojega poklica oziroma kako te je potem poklicna pot zanesla v knjižnico? Ja, mislim, da ne spadam med tiste srečneže, ki so že od osnovne šole naprej vedeli, kaj bodo. Niti v gimnaziji še nisem vedel, kaj bom. Pravzaprav vedel sem, šel sem takrat študirati gimnazijo in to pedagoško smer, ker sem želel postati učitelj zgodovine. No, potem, ko sem se šel vpisati na študij takrat na Pedagoško akademijo v Ljubljano, to je bil dvopredmetni študij, na vsak način sem želel zgodovino, potem sem pa izbiral, kaj bi še vzel poleg. Nekaj sem razmišljal o najbolj običajna kombinacija takrat zgodovina, geografija, bila je pa tudi v tistem letu kombinacija zgodovina, knjižničarstvo, no in tako sem padel v knjižničarstvo in kljub temu, da je potem še dolgo prevladovala tudi želja po študiju zgodovine, nekako sem ostal v tem poklicu, ker je bil tudi že v času mojega absolventskega staža. Takrat smo opravljali pač te vaje po raznih knjižnicah, jaz sem takrat delal, mislim, da je bila praksa 14-dnevna v NUK-u in so me potem kar zaprosili, ker je ena sodelavka je tam ravno odhajala na porodniški dopust, če bi v času absolventskega staža jo nadomeščal, no in potem sem kar nekako začel z delom v NUK-u.
Tam po tistem porodniški nadomeščanju tiste sem potem prišel v Škofjo Loko in tako je stekla moja pot v knjižnične vode. Zgodovina je pa ostala moja ljubezen, ki pa ostaja še neizpolnjena oziroma stalno jim večkrat prelivam, kot so prej slišali. Še tam tako malo za rezervo ali pa za kasnejše čase. Tako, se pravi, če majhen saj še malo tele mejnike te tvoje poklicne poti. Začel si leta 1984 na tej praksi, a ne, potem pa v Škofjo Loko si prišel kdaj v našo knjižnico? Letos 1. marca je bilo 36 let, točno, ja. Leta 1985. Ja, 1. marec je bilo 36-letno, potem sem tukaj ostal do konca leta 2010, leta 2011 sem pričel z novim delom v Centralni tehniški knjižnici, kjer sem bil vodja oddelka za nabavo in katalogizacijo gradiva. No, tam sem bil skoraj 10 let. To je bilo zelo fajna izkušnja, ker pravzaprav je bil CTK že moje tretje srečanje s knjižnico drugačnega tipa, ne. Tukaj vidim, da je v Sloveniji tega zelo malo fluktuacije knjižničarjev med različnimi tipi knjižnic. Običajno pridejo v en tip in potem tam nadaljuje svojo kariero. Jaz sem prej videl, kako funkcionira nacionalka, čeprav seveda z očmi začetnika, potem 17 let dela za pultom in vsega tega, kar se običajno tukaj vidi v Škofji Loki, potem 10 let dela vodje oddelka za katalogizacijo in nabavo v eni fakultetni knjižnici, ker v bistvu je Centralna tehniška knjižnica, s popolnoma drugačnimi nalogami, s popolnoma drugačnim usmeritvijo, servisiranjem uporabnikov in potem seveda po vseh teh izkušnjah po skoraj 10 letih dol na tole mesto s 1. septembrom 2011 na mesto direktorja, kjer se mi zdajle izteka drugi mandat. Ja, torej že skoraj 10 let je minilo, a ne, odkar si se vrnil v našo knjižnico, seveda na mesto direktorja. Zdaj me pa zanima, kakšne spremembe opažaš tako res na hitro v teh 10 letih, če primerjava leto 2011 in 2021 v knjižnični dejavnosti. Ojoj, strašno. Mogoče se spomnite ljudje oziroma tudi ti, koliko je bilo računalnikov 2011, koliko se je govorilo o elektronskih knjigah, koliko je bilo recimo govora o mobilnih aplikacijah. Dobro, iPhoni so že bili takrat, ampak takih in podobnih, če govorimo samo z tehničnega vidika, ne. Potem pa, ker pa tehnika seveda tudi pogojuje zahteve uporabnikov, bralcev, sem pa že od takrat prinašal recimo tam pri svojem delu CTK sem se srečeval z ogromno elektronskimi viri, tudi med drugim z elektronskimi knjigami in sem to zadevo iz sveta znanosti apliciral v mislih, kako bi bila ta stvar tudi uporabljiva tudi v našem okolju v Sloveniji, ne, ker zavedati se moramo, da prihaja generacija digitalno skupina ljudi oziroma, ki se jim pravi digital natives, se pravi ljudje, ki so rojeni z digitalnimi aplikacijami in videti je po vseh teh trendih, da se ljudje, vsaj določeno število ljudi se preusmerja tudi na branje gradiva iz elektronsko dostopnega gradiva. Seveda jih ne preferiram, vendar moramo se pa zavedati tega, da bo recimo videli smo, da je vedno več mladih bere tudi v angleščini. Poznamo zadevo Amazon in bralnike Kindle. Mladim ljudem brati ali postajajo v angleščini noben problem več. In če mi ne bi začeli takrat čim bolj propagirati elektronskih knjig v slovenščini, bi potem recimo en velik del potencialnih uporabnikov lahko šel. No, to je samo eden od teh vidikov. Potem, kaj hočemo še, veliko sprememb tudi v organizaciji, v delu, predvsem pa te spremembe na področju tehnologije. Ja, tudi jaz opažam te spremembe, pa tudi
odkar recimo v tem tvojih 2 mandatih direktorja knjižnice je precej sprememb tudi v fizičnem prostoru knjižnice, ampak mogoče bo o tem še naprej kaj povedala, a ne? Zdaj pa, če greva kar na naslednje vprašanje. Decembra lani si prejel Stanovsko Čopovo priznanje. Kaj je to priznanje, kdo ga podeljuje in kaj ti to priznanje pomeni tebi osebno? Ja, Čopovo priznanje je pač stanovsko priznanje, ki ga podeljuje naše stanovsko združenje, torej Združenje bibliotekarjev Slovenije, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. To priznanje je bilo nekje tam, mislim, da je v 60 letih bilo prvič podeljeno in zdaj vsako leto podeljujejo posameznikom za njihove izredne dosežke. Seveda kdo bo nagrajen, izbira pač komisija pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, predlagajo jih pa lahko ali posamezne knjižnice, posamezna društva, združenja. No, mene je predlagalo Združenje splošnih knjižnic, ki predstavlja nekako 58 slovenskih splošnih knjižnic, so pač prepoznali moje delo v teh zadnjih 9 letih tukaj, da je bilo narejenih kar nekaj takih korakov, ki so pomagali, kot so navedli v obrazložitvi, da so opazili moje posebne zasluge pri popularizaciji knjižničarstva, pri krepitvi ugleda knjižnic in knjižničarjev, pa tudi nekaj takih novitet, predvsem ta Biblos, kjer smo ga res dobro vodili, pa še marsikaj drugega, kar sem poskušal narediti. Ja, ta Biblos sem hotela še posebej izpostaviti, ker res opažam, da ti si hitro pripravljen sodelovati pri nekem projektu, ki prinaša neko tehnološko izpopolnitev ali pa neko novo tehnologijo, kakor je bilo to ta slovensko leposlovje na Biblosu, kot si že prej omenil, kako je pomembno, da seveda naši mladi, bom rekla, sodržavljani ohranjajo slovenski jezik, čeprav bojo seveda to digitalno dobo preživeli, seveda bolj ali manj na digitalnih nosilcih. Zdaj, če se še malo tega dotakneva, pred leti, mogoče 10-20 let nazaj, ko čas tako hitro teče, težko rečem, kdaj je bilo, ampak ob nastopu teh elektronskih knjig se je govorilo, da bo, bom rekla, ta fizična tiskana knjiga, da bo šla v zaton, da bo kar izginila, pa se potem ni tako izkazalo. Kako ti gledaš na to? Ja, vsaka taka novost prinese tudi kontra oziroma nasprotovanja. Tudi ko je prišla televizija, kaj bo, ko je prišel radio, nihče več ne bo bral, mogoče ste kdaj kje prebirali oziroma si brala kakšne te članke. Dejstvo pa je, da en določen segment ljudi potegne, vseh pa ne. Tudi jaz imam rad fizično knjigo in jo rad berem, ampak prav zdaj, ko sem ti prej omenil, da berem tega Hanifa Kurešija, ta hip berem v Biblosu, ker na nedeljo zvečer nisem imel doma ničesar, imam doma bralnik, sem rekel, kaj čem, in sem ga dol snel, pa fajn je, ker v sobi nisem pač sam in potem tista lučka moti, če imaš bralnik, lepo zmanjšaš, pa še, ker sicer ne uporabljam očal, ampak bolj udobno pa je, če so malo večje črke in jih mimogrede malo povečaš, pa bereš, potem zapreš in ko odpreš, naslednjič se ti odpre točno na tisti strani, nobenih kazalk treba niti ušes delati na vogalu. Tudi ne moreš narediti ušesa. Skratka, je nekaj takih prednosti, pa recimo za na dopust, za na morje naložiš 4 knjige gor in jih lepo na dopustu prebereš, pa če ti jih pa zmanjka, greš pa nekam, kjer je Wi-Fi in si jih spet nove knjige naložiš in skratka, neomejeno je. Skratka, te prednosti, ki so res, kar bom rekla, otipljive, je treba pri tem tudi znati izkoristiti, se pravi, imamo te 2 možnosti. Je res, da do fizične knjige vedno ne moreš, včasih mnogo lažje do elektronske. Če greva naprej, kako pa ocenjuješ knjižnično dejavnost v Sloveniji? Ja, knjižnična dejavnost je, skratka, nekako nam je, delujem namreč že vseh 10 let tudi v Združenju splošnih knjižnic in tudi že prej sem spremljal delo splošnih knjižnic.
Nekako nam je v zgled organiziranost in delovanje splošnih knjižnic v Skandinaviji. Namreč povedati moram, v Sloveniji imamo več tipov, tudi drugod po svetu več tipov knjižnic, to se pravi univerzitetne, šolske, specialne po raznih podjetjih in najbolj množične so pa običajno oziroma dostopne najširši populaciji so pa splošne knjižnice, v Angliji jim rečejo public libraries. No in v Sloveniji nekako težimo zgledu dela skandinavskih splošnih knjižnic. Seveda Skandinavci imajo en močan odnos do teh splošnih knjižnic, ker jim pomenijo veliko več kot zgolj knjižnica. Pred leti sem bil recimo na Danskem in sem gledal knjižnico, kjer so jo v mestu Aarhus so zgradili knjižnico, kar res tako, to je mesto, mogoče, da mislim, da je malo večje kot Ljubljana, knjižnica, kjer jo spodaj pripelje mestna železnica, avtobusno postajališče, potem greš v prvo nadstropje, kjer imaš knjižnico in v sklopu knjižnice je tudi upravna enota, kjer upravljaš tudi vse zadeve, ki jih običajno narediš v upravni enoti in potem greš naprej v isti avli, se začne že izposojevalni pult oziroma informacijski pult in knjižnica, skratka, odprt prostor, kjer se ljudje srečujejo, srečevanja, komunikacije, kjer je zraven restauracija s kavo, skratka, to nam je nekako vzor taka knjižnica. Tudi te najmanjše knjižnice gor po Skandinaviji delujejo tudi po vseh krajih. In imajo različne funkcije. Ne bi pa seveda zdaj rekel, da moramo ravno tako tudi tukaj pri nas imeti knjižnico, kjer bo zraven, da boš lahko še sendvič kupil za pultom ali pa to. Normalno, da ne, vendar, če je prostor dovolj velik, je seveda tudi kavarna zraven dobrodošla, da se usedeš, časopis prebereš, da se srečaš s prijatelji, pogovoriš. Seveda pa zdaj so tele covidni časi, niso ravno naklonjeni temu, pa vseeno, knjižnice smo kar dobro v Sloveniji organizirani na tak način, težimo za tem, kot sva začela. Je pa seveda splošne knjižnice v Sloveniji smo ustanovitelj splošnih knjižnic so lokalne skupnosti, ki se pa različno odzivajo na naše potrebe oziroma različno razumejo to naše delovanje. Nekje bolj, drugod manj, je pa nekje tako v Sloveniji velika razlika, kot opažamo direktorji knjižnic, je recimo temu kar meja na Trojanah. Štajerski del knjižnic, splošnih knjižnic deluje v dosti slabših pogojih kot zahodni del. Vsaj z vidika financiranja, prostora, odnosa lokalnih skupnosti do dela, do pomembnosti knjižnic. Ne vseh, vendar na splošno govorim. Ta razmerja so nekako tako, tudi 1:3, pri financiranju, pri kadru, pri prostoru na teh področjih. Zakaj pa, če se malo vrnem nazaj, omenil si skandinavski sistem, zakaj je tako poseben in zakaj je prav on nam za zgled in če je še kaj takega, kar bi pa mi še lahko porabili, pa do zdaj še nismo uspeli v Slovenijo prenesti iz njihovega sistema? Ja, še marsikaj, tudi te skandinavske knjižnice se trudijo, da bi bile čim bolj odprte, čim tudi s tehnologijo. Pa ne samo skandinavski, vidim, da je zelo močan trend tudi na Irskem, pa tudi, kolikor sem bral, tudi Singapur, vse te skratka razvite družbe, kar želimo tudi mi biti, si želijo, da so knjižnice ne samo prostor, kamor prideš, pa si izposodiš knjigo, kot smo ljudje navajeni, predvsem tukaj v Škofji Loki, ker dejansko, da nekdo z vozičkom, z otroškim vozičkom pride med police tukaj na oddelku za odrasle je nemogoče. Vendar tam je prostor, kjer ljudje pridejo preživljati prosti čas. Ker ne veš, kam bi šel, dobro tukaj v Škofji Loki in tle v okolici, grejo ljudje tja trgovske centre in tam sedijo, pijejo kavo in se srečujejo. Ko sem hodil tukaj gor okrog vsaj Danska, recimo, pa bil sem kakšno leto nazaj na eni konferenci tudi na Irskem, to je bilo že pred tole krizo, tam se trudijo, da bi bile knjižnice odprte 24 ur na dan.
kar pravzaprav ni noben problem, zato ker imaš izkaznico, ki je z RFID kodo, jo prisloniš, odtipkaš svojo PIN kodo, se ti vrata knjižnice za tistih par sekund odprejo, greš noter, ne more s teboj nepovabljen hoditi, ker si posnet, ko prideš noter, in si v knjižnici zvečer, recimo te knjižnice so odprte, dobro, niso 24 ur na dan, ampak recimo do 12 po noči, pa recimo zjutraj ob 6 se znova vrata odprejo oziroma so možno, in v tem času ljudje lahko sedijo noter, berijo, imajo avtomate, tudi avtomate za samostojno izposojo, to, kar smo zdaj letos nam je uspelo na Trati tudi knjigomat kupiti, in si lahko tudi knjigo izposodi in gre tudi domov, ne, sprav, jaz zadnjič, ko sem delal zvečer, nisem mogel do knjige, pa če bi bil blizu Škofje Loke oziroma bliže. Bi šel na sprehod? Šel na sprehod iz mesta v knjižnico, si odprem knjižnico, poiščem knjigo, si jo na knjigomatu izposodim in grem dan. Recimo, zelo enostavno. In to se dogaja. Irska ima celo nacionalno agendo, je zdaj v strategiji, vidim, da bo čim več knjižnic na podeželju opremljeno na tak način, ne? Ker najdražji za delo knjižnice je, grdo rečeno, vendar knjižničar je najdražji, njegovo delo, in se vemo, ljudje so lahko v službi 8 ur na dan, s tem, da v tistih 8 urah ne more biti samo 8 ur non-stop za pultom, ker more tudi knjige pripraviti, pa pospraviti, pa še en kup druga dela, kar pomeni, če je en človek v eni izposojališču zaposlen 40 ur na teden, ne bo 40 ur na teden izposojališče odprto. Zato, ker on mora en kup stvari še zraven narediti, ne. In če imamo pa tako tehnologijo, bi pa poleg knjižničarja lahko še dopoldne, če je knjižničar popolnoma v službi, knjižnica odprta za svetovanje, zato dopoldne pa recimo mamice z vozički se sprehodijo, pridejo v knjižnico, tam, kjer na avtomatu spijo kavo, si sposodijo kakšno knjigo, malo poklepetajo in zapustijo knjižnico. S pomočjo tehnologije je to vse. In se pravim, zdaj nam je uspelo letos na Trati ta knjigomat, žal nam ni uspelo še, da bi usposobili vrata, pa seveda je potem še skup organizacijskih zadev, vendar, če bi za pult nekako posedel nekoga, ker Škofja Loka je znana kot mesto prijazno prostovoljcem oziroma prostovoljsko mesto, da dobiš nekega prostovoljca, ki samo poskrbi, da pač en tak vizualni nadzor nad prostorom, bi ta zadeva komot funkcionirala tudi pri nas in ne samo v Škofji Loki, na Trati, po vseh naših enotah. Se pravi, je to en pogled v prihodnost, ki ni tako daleč, ne? Ja, jaz upam, je pa seveda, ta stvar je majčkeno vezana na finance, pa ne na hude finance. Pri tehnologiji je tako, ko enkrat vložiš, ne, da ta vložek vendarle je potrebno tudi vložiti, ki bi potem nadomestil človeka, potem pa nekako deluje nekaj časa. Ampak kaj pa to, ko se tehnologija tako hitro spreminja in je treba vedno nove vložke? Ali pravzaprav kaj profitiramo v primerjavi z, ne vem, novim človekom, ki je otrok nove dobe, pa že vse to obvlada? Ja, sej ne, človek ostane človek, ravno to se včasih pogovarjamo, pa kdo reče, ja, kaj pa, zakaj pa, mislim, ne more tehnologija nadomestiti človeka, nikakor ne. Osebni stik je tisti bistveni, ki ga želimo v knjižnici. Osebni stik s nekom, ki je za pultom, pa ne za pultom, med policami, ki se bo s teboj šel, se bo s teboj pogovoril, ti svetoval, mogoče prisluhnil tvojim težavam, da ne moreš brati takih in drugačnih knjig, mogoče še kaj zraven, ker tukaj smo vendarle vsa naša okolja, kjer knjižnica deluje, so majhna in v glavnem tudi gledamo, da zaposlujemo po lokalnih okoljih ljudi iz lokalnih okolic, da je le ta osebni stik boljši, ampak mi je pa recimo velika potrata časa, če gledamo na to, da nekdo sedi za pultom zgolj zato, da pošilja tiste RFID kode oziroma te kode pod stroj. To stroj sam naredi. Vsi imamo izkušnje z raznimi blagajnami po raznih trgovskih centrih, kjer sami upravimo vse, celo plačamo sami. Tukaj bi šlo samo za evidentiranje, zato da lahko. In ni škoda časa bibliotekarja, katerega delo je vredno toliko za eno leto, plača bibliotekarja je vredno toliko, kot bi bil tak sistem za nekaj let. S tem, da bi ta sistem deloval 24 ur na dan, 7 dni na teden, brez dopustov, brez bolniških.
Res, tako bi se bibliotekarji lažje posvetili Ja, drugim tem človeškim platem, ki jih pa stroji ne morejo. točno tega, ja, tega pa ne more. In to sožitje s tehnologijo je nekako prihodnost, ki jo Ja. lahko pričakujemo. Ja. Super. Kakšni so danes časi za knjige in knjižnice? Nekaj so o tem že povedala, bi želel še kaj dodati? Ja, časi za knjige ostajajo enaki, res pa, da je opažati zadnjih 10-15 let, ne samo pri nas, začel se je ta trend drugod v svetu, najprej velik upad obiska za izposojo knjig, pa tudi sama izposoja. Tudi pri nas zanimivo spremljam zdaj teh 10 let, prva leta smo še vsako leto število izposojenih enot gradiva na letnem nivoju je kar malo naraščalo, še po 2-3%, potem pa že je v Škofji Loki recimo kakšnih 5 let nazaj začelo počasi stagnirati, tudi po 1-2%, s tem, da v krajevnih knjižnicah je ta stvar še kar ostala na istem nivoju, se pa tudi pri nas že pozna, da upada obisk za izposojo, oziroma izposoja. Je pa zanimivo, da sam obisk, fizični obisk knjižnice pa ne upada, nasprotno, celo narašča. Ker število prireditev, ki smo jih imeli, to se pravi, tudi prihajajo prebirati časopise. Res, če bi imeli ustrezen prostor, kot ga imamo že na nekaterih krajevnih knjižnicah, bi bilo obiska veliko več. Seveda mogoče manj za izposojo gradiva, več pa zato, ker se ljudje želijo družiti. Pa ne samo družiti, kot sem prej omenil, trgovske centre. V enih takih nevtralnih prostorih, ko prebiram kakšno to strokovno literaturo, ko se pripravljamo na te, oziroma stalno smo nekje v enih prenovah prostorov in sledim tem trendom in arhitekturnim rešitvam in kaj, poudarjajo povsod, da knjižnica je edini tisti nevtralni javni prostor, kjer ti ni treba nič kupiti. Nihče te ne vpraša, kaj želiš, kaj boš vzel. Lahko samo sediš, se zazreš ven skozi okno, imaš knjigo pred sabo, revijo in si sam s seboj. In nihče te ne bo vznemirjal. Trgovski centri, vemo, kaj je, zdravstveni domovi še slabše, da ne bomo o tem omenjali, upravne enote, povsod nekam greš zaradi nečesa. V knjižnici lahko samo si. Ja, knjižnica je res en tak prijazen prostor. Jaz recimo, ko stopim v službo, ko stopim skozi vrata, me zmer prime, da bi brala, res. In tudi recimo naši uporabniki opažam, ne, ko se je nekako izboljšal tale prostor tudi za študij v naših prostorih, so prihajali študenti, ki so se pripravljali na izpit in so rekli, to je spodbudno okolje, meni pomaga, da se skoncentriram, da se lažje pripravim na izpit. Ali pa večkrat smo imeli že koga, ki je se pripravljal na ta strokovni izpit, ta pravni, no, kako je že, ki je res zahtevan in doma enostavno ne najdejo tistega miru. Je več motečih faktorjev, knjižnica je pa res tist, ki jih že sam prostor spodbuja, da se lažje skoncentrirajo in opravijo to nalogo. In res se mi zdi, da je doprinos knjižnice v našem okolju res ena zelo velika vrednota. No. Sem tudi zelo vesela, da imam to čas, da lahko tukaj delam in da tudi vse to opazim. Povej mi še, knjižnico Ivana Tavčarja sestavljajo enote tako v Škofji Loki, kot tudi po obeh dolinah, po Poljanski in Selški dolini, namreč na področju zdaj 4 občin. Kako ocenjuješ obisk in delovanje krajevnih knjižnic? Je tam kaj drugače? Ja, seveda, vsako okolje ima svojo specifiko, tudi ne moramo primerjati knjižnice Trata s knjižnico v Žireh, knjižnice v Gorenji vasi s knjižnico v Železniki, ker vsako okolje je malo drugače, diha malce drugače dela, je pa res povsod ta odnos okolja do knjižnice, sem zadovoljen, da je povsod jemljajo kot njihovo knjižnico. Nikjer ne rečejo, zato je pa nekaj iz Loke. In zato, ker dejansko v Škofji Loki se trudimo v naši knjižnici, mislim, tudi zakonodaja je tako postavljena, da osrednja knjižnica opravi
tista naloga in tisto delo, da so ljudje, ki so zaposleni v teh manjših enotah, v krajevnih knjižnicah, dejansko imajo čas, da se posvečajo bralcu in okolju, da se ne ukvarjajo s pravnimi zadevami, da se ne ukvarjajo s kadrovskimi, z računovodskimi zadevami, da se ne ukvarjajo s kupom stvari, recimo zavijanjem knjig, ampak da se dejansko res delajo samo, izposojajo knjige, svetujejo bralcem, pripravljajo za njih prireditve, skratka res delajo samo za tisto okolje. In vsa ta okolja so, rekel, zelo prijetna. Jaz sem začel, ko sem prišel v Škofjo Loko, tam davnega leta 85, jaz sem začel pravzaprav delati v Gorenji vasi. Takrat je bila knjižnica še tam, kjer smo bili pred kakšnimi 5 leti, 4 leti, se pravi v bloku, v kleti, ja. Se spomnim, da takrat so otroci hodili dol z velikim veseljem in smo res pa takrat še ni bilo toliko prireditev, mislim, da smo imeli enkrat na mesec pravljico in to je bilo vse. Če so se že prej pogovarjali, kaj se je v tem času spremenilo. Zdaj je v Gorenji vasi recimo kup prireditev, tudi knjižnica je več odprta, da ne govorimo o prostorih. Tudi v Železnikih, recimo, se je po tistem, tudi jaz tudi v Železnike sem hodil prvo leto in je tudi se je potem knjižnica selila tudi v boljše prostore in je tudi zaživela. Prav tako v Žireh, Poljanah, skratka, vse knjižnice delujejo v sklopu s tem okoljem in res tudi za naprej razmišljamo oziroma smo usmerjeni tako, da bi te knjižnice v lokalnih okoljih čim bolj postale eni njihovi lokalni kulturni centri. Ne želim, da postanejo, grdo rečeno, svaštarnice. Naj postanejo kulturni centri druženja, predvsem s poudarkom na branju, popularizaciji branja in pa seveda ponudbe kulturnih dejavnosti. Od kulturnih dejavnosti, zdaj v Gorenji vasi smo zasledili veliko željo po razstavah in imamo na hodnikih stalno razstave njihovih lokalnih likovnih umetnikov. Želeli bi kaj takega tudi še drugod, ampak žal prostori ne omogočajo. Zdajle letos smo postavili tudi razstavo na Trati in bo tudi na Trati naj bi nekako taka mini galerija lokalnih teh amaterskih slikarjev, umetnikov tudi bila. In zato, da ljudje tistega okolja začutijo, da je to res njihova knjižnica, njihov prostor. To želimo. Kjer se srečujejo, izobražujejo, zabavajo, bi rekli, sproščajo, kakorkoli. Kjer lahko preživljajo kakovosten prosti čas. Pa tudi, če se jim mudi za šolo, po šolsko čtivo, tudi to je dobrodošlo. Kakšni smo pa bralci v Škofji Loki in na Škofjeloškem, na tem področju, ki ga naša knjižnica pokriva? Kako to vidiš? Kakšni bralci smo? Ja, vsako leto tudi zbiramo vse splošne knjižnice, tudi letni vprašalnik izpolnjujemo o izposoji gradiva za posamezno leto in potem seveda to je po istih parametrih, vnašamo enak vprašalnik in potem, ko so ta vprašanja združena, to zbira služba v NUK-u, imamo potem možnost te podatke tudi primerjati. In vidim, da prav bralci na našem področju si izposojajo, zdaj ne vem dejansko tudi ali preberijo, vendar izposojajo si veliko več gradiva na splošno, kot je slovensko povprečje. Kar pomeni, da smo zelo dobri bralci. Velikokrat sem tudi že razmišljal, zakaj na tem škofjeloškem področju, prav škofjeloškem področju, tudi včasih delam primerjave z ostalimi gorenjskimi, ker je mogoče malo bolj relevantno, ampak smo vseeno dosti visoko, nič ne odstopamo oziroma ne odstopamo zdol, raje nad povprečjem, pa ne najdem pravega vzroka. Včasih sem že imel, v povezavi še moje zgodovinsko vedenje, nekako povezujem mogoče dejansko s tole šolo, ki so imele za dekleta dolga leta tudi uršulinke tukaj na Škofjeloškem gradu in vsi vemo, kako pomembna je mama oziroma mami za vzpodbujanje branja otrok. Po drugi strani, obrtništvo je bilo na tem škofjeloškem področju zelo močno in če je človek hotel imeti obrt, je moral vsaj
prebrati, znati pa zaračunati. In zato je tudi ena prvih teh šol v Škofji Loki nastala, oziroma na tem področju nastala prav tukaj v Škofji Loki, kar pomeni, da ljudje so bili pismeni in so verjetno tudi prebirali. Pa da ne omenjamo pol vse teh popularizacij prek Mohorjeve družbe in prek vsega tega. In mislim, da je dediščina tega branja, teh dosti visokih številk, da je to, pravzaprav te visoke številke so tudi dediščina preteklih obdobij. Ko gre iz roda v rod na Škofjeloškem, da se bere, ne? Normalno je, Seveda, da se bere. Čudovito. Dotakniva se še malo branja kot veščine. Nekaj sva že povedala, to je zahtevna veščina, nisi to v zibelsko položeno, mogoče komu je, ampak večina od nas pa si more to veščino osvojiti, jo natrenirati. Torej, ne rodimo se kar bralci, mogoče kdo že, no. Tako da treba se privaditi. Če se spominjam same sebe, jaz sem približno tam pri 3-4 letih bila na nekem obisku, kjer je nek dedek bil samo še na postelji, ampak je še lahko bral. In so mi njegovi vnuki povedali, da seveda v taki stari kmečki hiši, ki je bila precej prostorna, ne, in so mi njegovi vnučki povedali, da on je pa že toliko knjig prebral, da če bi vseh hkrati dali lahko not v ta prostor, bi bila ta zdaj hiša polna, ne. In meni so se oči svetile, ne. In takrat sem se zaželela, da bi postala res knjižni mol in tak bralec. Ampak roko na srce, jaz sem se mogla zelo truditi, da sem usvojila branje kot nekaj zelo prijetnega, nekaj, kar si želim početi, da z lahkoto preberem debelejšo knjigo, tako skoraj tja v odraslo dobo, no, sem se mogla sama truditi, nisem imela toliko nekak spodbud, tako da iz prve roke vem, da ni to samoumevno, da primemo za knjigo in da kar beremo, je treba kar nekaj truda vložiti. Torej, če lahko malo še o pomenu te bralne veščine poveva, kaj branje prinese človeku, kako bi ti rekel? Ja, tole je pa lepo, ja, dobro si povedala. Dejansko bralna veščina, ja. Kje dobimo bralno veščino? V tej knjigi, ki sem prej omenjal, Knjiga in bralci, bralna kultura in nakupovanje knjig v Sloveniji v letu 19, sem si označil par stvari noter, je zanimivo, nekaj zanimivih primerjav narejenih. Namreč, pa še en članek, sem ga tudi že nekaj časa nazaj bral, je podobne ugotovitve, kot so tudi tukaj not navedene. Namreč gre za eno angleško raziskavo National Literacy Trust, ja, so delali 2 leti nazaj, 19, so delali eno raziskavo, 56,000 otrok so pregledali oziroma anketirali v Angliji in ugotovili, da ima otrok, ki ima doma svojo knjižnico, je njegovo znanje branja pričakovanje znanje branja 6-krat višje kot od znanje branja otroka, ki doma nima knjižnice. In iz tega potem izhajam, seveda grejo pa nazaj na to, kar si prej rekla, veščina branja. Ja, branje je veščina. In tako kot se težko lotiti treninga in preteči maraton, ga začneš s prvimi 50 metri, ampak prvih 50 metrov ti je prvi dan, drugi dan, tretji dan napor, potem kdaj ti ta stvar postane veselje, ne vem, maratona nisem tekel, sem pa včasih kar precej tekel, dokler me niso kolena začela nagajati. In vem, da je potem sem že kar težko čakal, da sem šel na tek, čeprav je bilo napor, ampak je bilo in nekaj takega je to, vse možgani smo vse zadnje skoraj kot ena mišica, res pa, da poberijo ogromno človeške energije. In če nimamo streniranih že od otroštva, jih ne bomo takrat, zato je tako pomembno, če se vežem naprej na tisto, kar sem govoril, da ima otrok eno spodbudo doma. Spodbuda je njegova domača knjižnica, seveda pa druga spodbuda je, da otrok, ko še ne zna brati, da mu berejo domači.
In prav v tej raziskavi, tukaj, oziroma ki jo navaja ta knjiga in bralci, so delali primerjave, podobno raziskavo so delali tudi Norvežani za leto 2018, pravi na leto prej kot ta naša knjiga. In kaj so ugotovili? Da recimo v primerjavi leta 1979 s primerjavo leto 19 med Slovenijo in Norveško, delali so primerjave z Norvežani. Zakaj? Ker je Norveška je tudi recimo en tak manjši jezikovni otok, tudi majhna populacija, nekaj čez 5 milijonov ljudi, podobno kot recimo manjša populacija Slovencev. In v Sloveniji je bilo v letu 1979 55% ljudi bralcev. Na Norveškem jih je bilo leta 1979 73%, se pravi 55, 73. Zdaj, v letu 2019 so v Sloveniji še zmeraj 55% bralcev, na Norveškem 88% bralcev, kar pomeni, da je Norveška naredila ogromen skok, v Sloveniji smo pravzaprav naredili 50 let koraka nazaj. Kaj to pomeni? Ja, kje smo se zgrešili. Je pa število nebralcev, recimo število nebralcev je pa v Sloveniji 49%, na Norveškem samo 12%. In pa še nekaj, domača knjižnica, o čemer sem prej tudi govoril, kako je pomembna, za spodbudo. Pregledali so raziskavo v tej knjigi tudi med 31 državami, ki se štejejo za razvite, tudi Slovenija je med njimi, so ugotovili, da imamo v Sloveniji manj kot 100 knjig v domači knjižnici, na Norveškem pa povprečno več kot 200-250 v povprečni domači knjižnici. Kar Norvežane postavlja na drugo mesto, nas pa na 25 od 31 mest. Za nami mislim, da je še Turčija, pa ene take države. Ja, tako da je kar. Druga stvar je pa to, kar sva prej o branju, da je treba otroke spodbujati, da redno bere otrokom, da nekdo od družin redno bere otrokom. V Sloveniji je takih družin 29, takih otrok 29%, na Norveškem pa 76%. Se pravi, imamo še veliko dela. Če začnemo takoj pri teh številkah, je to res. In pa še nekaj tudi zaskrbljujoče, seveda vsi te zasloni, mobilne aplikacije, tablice, računalniki in vse to je pa so kar taki grozljive ugotovitve, kaj vse te zadeve delajo. Tukaj imam tudi en članek, sem pred leti naredil, prav nevrološko posnetek delovanja človeških možganov oziroma primerjava slike dveh možganov otrok, enega, ki je uporabljal veliko teh aplikacij, zaslonov, gledal filmčke, igrice, igral to, otroka tam 5 let in nekoga, ki je pa veliko bral. In to ne vem, tukaj se ne bo videlo, vendar slike so zgoraj, kako deluje recimo, kako so videti možgani otroka, ki bere in otroka, ki je v glavnem igral igrice in se igral z mobilnimi aplikacijami. Sploh neorganizirano ne delujejo, skratka, in potem otrok pride v šolo in potem ugotavljajo, da ima pomanjkanje pazljivosti, da ima ne vem kako ADHD. Zdaj ne bom posploševal, vendar motnje pozornosti vsega tega. Branje je naporno, ampak ti da možnost, da se sfokusiraš, da se odbiješ, da se dobesedno, da pač si, tako kot sem prej govoril v knjižnici, si v svojem svetu, ampak ne z aplikacijo, ne z mobilom pa s tem. Živiš, gledaš ven in si noter. Znotraj sebe. Ja, znotraj sebe, ja. Knjiga ti pomaga, da si v sebi. Ja, to je to. In da pustiš. In če to začneš kot otrok, boš tudi naprej šel tako, ne? In boš razumel tisto, kar boš bral. Mi, da so se že prej parkrat verjetno tudi pogovarjali o tem, kako pomembno je branje, tudi z vidika, ker ti zbuja empatijo, pa tudi to so ugotavljali. Ni treba visoke literature brati od Dostojevskega, pa teh klasikov, pa Balzaka, pa recimo tudi domačega Cankarja. Tudi branje Ljubičev, Krimičev, vsem človeka spodbuja,
da ti delajo možgani in se ti rodi empatija. In če imaš empatijo, lahko ti lažje razumeš človeka, s katerim govoriš. Zato to sva se pogovarjala, da je pomembno ne samo za tistega, ki bo ne vem kaj, predavatelj, ne vem kje, s kakšnimi visokimi cilji, tudi za nekoga, ki bo recimo pečar, ki bo kovinar, ki bo nekje mogoče odprl eno obrt, bolj bo uspešen, ker bo razumel svojo stranko, kar hoče in bo tisto stvar boljšo naredil. Tudi za njega je pomembno, da bere, ker se bo z branjem, si bo ustvaril veščino, empatijo, ki mu bo omogočala boljši odnos za stranke. Oziroma razumevanje. V vseh človeških odnosih, a ne? Ja, za vse je to pomembno. Ja, dobro nama gre, sva že kar približno. Čas nama bo kar pobegnil. Ja, ne, res čudovit pogovor, sem zelo zadovoljna, kako nama lepo teče. Par stvari se bova še dotaknila pred koncem, recimo, kakšni so načrti knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka za prihodnje, če lahko kaj razkriješ. To je večno vprašanje in večni en in edini odgovor, saj veste, knjižnica Nekaj še čakamo, ne? Knjižnica v Škofji Loki, lepo nam gre po delčkih, recimo temu, vsaj teh, bila je že obnovljena oziroma ustrezni pogoji knjižnice v Žireh, ki so že skoraj počasi postajajo premajhni, to je bilo že urejeno, tudi v Poljanah, pa tudi že kličejo po večjih prostorih. Uredili smo k sreči Gorenja vas, zdaj tudi Trato, v Železnikih smo povečali v tem času, da tudi tukaj nekaj gre, ampak žal pa naša glavna pastorka Škofja Loka pa ostaja to, da jaz upam, to so naši glavni načrti. Prav ta hip se pa zdajle, tole je pa ravno en izziv, zdajle, ki se je pokazal v času te korona krize in zaprtja knjižnic in seveda s tem pogojevanega tako imenovanega brezstičnega prevzema gradiva, se je zdajle pojavila ena rešitev, so se spomnili, recimo temu spomnili se, ne gre za kakšno neverjetno zadevo, ampak paketomati. Ljudje že s pridom uporabljajo paketomati, kjer pač naročiš in ti gradivo dostavljeno oziroma dobava ti je dostavljeno paketomat, kjer ga prevzameš. No, nekaj takega, zdajle smo ravno v teh dneh, v teh mesecih, bomo za začetek postavili v Škofji Loki, tukaj zunaj na Šolski ulici, tako da ljudje, ki bodo imeli rezervirane knjige, pa jih recimo ne bojo mogli v soboto do tiste časa, ko se bo knjižnica zaprla, ali pa tudi med tednom, ko se bo knjižnica zaprla, ampak bo recimo ob 8. zvečer prišel mimo, pa bo vzel knjige iz tega paketomata, podobno kot greš na paketomat in vzameš paket, ki ti ga je dostavljaš to pošta. No, in če se bo ta zadeva dobro izkazala, mislim, da je to dobra rešitev tudi za nekatere krajevne knjižnice, ki pa niso toliko odprte kot tukaj v Škofji Loki knjižnica, tukaj je le pri nas praktično od 8. zjutraj do 7. zvečer lahko vzameš po krajevnih knjižnicah, pa kakšne dneve so knjižnice zaprte ali pa so odprte samo 5 ur dnevno. Tam bo pa te paketomati bi bili pa še bolj vredni uporabe. Vse kot pravim, nekaj sredstev letos bilo in bomo šli v ta paketomat najprej za Škofjo Loko, potem pa vidimo. Druga stvar so pa seveda branje in popularizacija branja. To je pa usmeritev čez vse. Namreč dosti danes o branju govorila in o pomenu branja. Mislim, da bomo šli predvsem v to zdaj v tem času, ko se ne sme biti teh osebnih srečanj in tega nam že dobro tečejo ta branja, sicer z našo zunanjo pomočjo, pa tudi z nekaj domačimi močmi, da se bralni klubi uredijo, ker ljudje radi berejo, radi bi se tudi o tem kaj pogovorili, pa ni organizirano in zato bomo v to smer šli zelo. Tudi mogoče še kakšnega prostovoljca dobili, ki ima tudi znanje, ga bomo tudi lahko usposobili, vse teh za voditelje bralnih skupin, teh raznih izobraževanj kar nekaj. In bo zelo prijetno, da se ljudje verjetno tudi po svojih okusih, da bi se zbrali samo tisti, ki berejo, samo kriminalke, samo tisti, ki berejo. Ali pa mogoče po starostnih skupinah, ker nekdo, ki je recimo mlajši, najstniki, ali pa to verjetno se težko z enim človekom, ko sem jaz pogovarjal o knjigah, ki so njemu všeč, pa bi recimo en najstnik vodil
njihovo bralno skupino. No. Skratka, popularizacija branja, pa seveda potem še tudi ta avtomatizacija, želje po avtomatizaciji, ki bi pripomogla, da je predvsem krajevne knjižnice še malo bolj odprte ob pomoči recimo kakšnih upokojencev in kakšnih prostovoljcev. To so naše usmeritve naprej. Ja, čudovito, sem kar vesela, no, teh izzivov pa teh možnosti, ki se nam odpirajo še v bodoče. Zdaj pa čisto za konec, ker smo ravno v mesecu 1. aprila. Za 1. april smo v mesecu, v katerem je tudi 1. april, to mislim. Za 1. april smo na Facebook strani objavili 1. aprilsko novico, ki je bila spričo popolnega zaprtja knjižnic in države še kako na mestu. Namreč, da v času zaprtja države knjižnica knjige na dom dostavlja z droni in se naročajo preko aplikacije Knjigodron. Meni se je zdela to čudovita ideja za prihodnost. Kdaj v prihodnosti se ti zdi, da bo ta zanimiva ideja lahko postala tudi resničnost? Stvar je popolnoma možna za realizacijo. Je stvar tehnike, je stvar seveda nekaj s tem povezanih investicij. Zakaj ne? Po 10 letih se mi zdi popolnoma možno. Sanjajmo nemogoče sanje, dajmo. Upajmo. Tudi če ne bi sanjali, da bi šli na Mars, tudi ne bi toliko vložkov vlagali v te rakete za potovanje na Mars in te vesoljske tehnologije. Se pravi, možno je, a ne? Seveda je. Hvala lepa, Matjaž, za ta čudovit pogovor. Hvala vsem, bom rekla, vsem občinstvu, no, ki bojo gledali kakorkoli ta posnetek, ali v živo na Facebooku, ali potem na našem YouTube kanalu. Hvala vsem, ki ste naju poslušali, za to pozornost in lep večer še naprej vam želim prav vsem. Nasvidenje. Lahko noč. Nasvidenje. Hvala, Tanja.